Na koncu oddaje pa bi vas naša ekipa rada povabila še k branju 3 zelo zanimivih knjig, ki smo jih našli v založbi Beletrina. Vse 3 so zelo zanimive. Prepričana sem, da vam bodo polepšale počitniške dneve, tako kot so jih nam. Gorazd Mravlje, psihiater na kavču Bojane Lestkovar. Eden naših največjih sodobnih psihiatrov, psihoterapevtov in sodnih izvedencev je tokrat na kavču kot pacient, ki brez sramu prazni svojo dušo in glavo. Deli svoja čustva in širi empatijo, se smeji, jezi in kriči. Njegov glas razlaga vse plasti posameznikove notranjosti in secira sloje družbenih fenomenov, od tesnobe, samomora, izgorelosti, alkoholizma, shizofrenije, medsebojnih odnosov pa do seksa in zakonitih drog. Njegova intimna izpoved, ki nikogar ne pusti pri miru, dotika pa se vseh nas. Sodobni književnik Jurij Hodolin je izdal 11 pesniških zbirk, 8 romanov, 2 knjigi kratkih zgodb in zbirko esejev. Njegova dela so prevedena v 10 jezikov. Čas lepih žensk je roman o Oskarju, kavalirskem Don Juanu in svobodni ptici, ki ljubi ženske, čeprav se z nobeno noče vezati. Življenje med Istro in Ljubljano se tako suče okoli peripetij ženskami, biti pajkovske in mačje nravi, ki so tudi muze njegovega pisanja. Čas lepih žensk je pretežno intimni čas, oda trenutka v dvoje, a se s pisateljem v glavni vlogi obrača tudi navzven proti družbi. Tretja knjiga pa ima naslov 100 kilometrov. Borisa Kobala slovenski javnosti ni treba posebej predstavljati, saj ga ta dobro pozna po kulturni satirični oddaji TV Popr in aferi s plagiatom iz leta 2019. Pa je to res vse, kar je Boris Kobal? Kakor v predgovoru zapiše Davorin Lenko, je Boris Kobal predvsem najprej sin, oče, režiser, igralec, satirik, opazovalec, tržačan, zamejec in ne nujno v tem vrstnem redu. V knjigi vam razkrije, kako se je znašel v vseh teh vlogah in kako so videti od blizu najpomembnejše krivulje njegovega življenja. Vse knjige lahko prelistate in naročite na beletrina.si.